Gospod direktor vam bo skušal odgovoriti na vaše vprašanja. Da izvolite. Info TV. Boštjan Veselič, Info TV. Gospod Podlan, zanima me za tole pobudo, ki ste danes podali za 6 milijonov evrov, če lahko kaj več poveste. Ne, lih tine problem, ker ne smem povedati, za vse tiste pobude, ki niso še v odločili, ne smem povedati. Zakaj? Zato, ker ta pobuda se poda lahko še v fazi, preden je podana ovadba. In če bi osumljenec zvedel, kje gre ta pobuda, bi ta denar ali pa ta nepremičnine skril, odtujil. In zato je ta pobuda podana, zato, da se prepreči odtujitev oziroma skrivanje premoženja. Hvala. Naprej, prosim, še kakšno vprašanje? Kanale? Govorite o teh pobudah. A drži podatek, da, zdaj govorili ste veliko o tem sodelovanju s tožilstvom, a drži podatek, da ste imeli 170 takšnih pobud in je tožilstvo sledilo samo 18. Zdaj, če lahko v tem kontekstu kaj več poveste, ker imel sem malo občutek, da niste čisto popolnoma zadovoljni s sodelovanjem s tožilstvom. Ti podatki so bili podatki za celotno policijo. Jaz govorim o nacionalnem preiskovalnem uradu. In problem pri teh pobudah je, da zakon ne predvideva povratne informacije. Policija poda pobudo, potem pa ne ve, kaj se je z njo zgodilo. Ker tožilec ni dolžan, pa tudi sodnik kasneje ni dolžan dati povratne informacije tožilstvu. In zato prije tudi lahko do različnih teh statističnih podatkov. Je pa zdaj nova uredba o sodelovanju policije in državnega tožilstva, ki je stopila na veljavnost 13. novembra, ki pa določa, da je tožilec dolžan obvestiti policijo o odločitvi glede njegove pobude. To je za policijo zelo pomembno, da ve tudi, kako se ravnati naprej. V čem je ta pobuda slaba, kje se lahko spoboljša, ali je zavrnjena, ali je sprejeta, ker zdaj pobuda se ne da pri vsakem premoženju, ki je nezakonito. To morajo biti izkazani razlogi realni, da bo v prihodnosti prišlo do odtujitve skrivanja premoženja ali pa da se bo to lahko uporabljalo za nadaljne kaznivo dejanje. To je ukrep, tako imenovani omejevalni ukrep, s katerim sodišče poseže v neko človekovo pravico, to je premoženjsko pravico, še pred samo obsodbo. In je nekako restriktivni ukrep, kar se tiče zakonskih zahtev, podobno kot pripor. Skoraj identične kavtele so, tako da ni, da se pride nekje do začasnega zavarovanja in potem do zavarovanja koristi, je potrebno veliko, ko bi rekel, po domače truda in dela. Pa ste zadovoljni s sodelovanjem s tožilstvom na tem segmentu? Zato, ker je bilo veliko govora o tem, da se NPU financiral predvsem iz tega zaseženega denarja, ne? Ja, zdaj je tako, to je bilo malo tako povedano, ne, da se bo financiral iz denarja tega, ne. Ta denar ne gre nam, ne. Ta denar gre v proračun, ne, in NPU se financira iz proračunskih sredstev, ne. Bi bilo malo čudno, če bi se NPU financiral iz tega denarja. Zdaj pa sodelovanje, kar se tiče teh pobud, jaz mislim, da smo prav s temi konkretnimi pobudami relativno uspešni na tem področju glede zavarovanja premoženjske koristi protipravne. Hvala. Pop TV, izvolite. Pop TV, gospod Podlan, rekli ste, da tožilstvo včasih potrebuje več časa, kot določa zakon, zato da odločijo o pobudah za uporabo če se že pravilno reče. Prikriti preiskovalno nevo, ja. Nekako ujeti ali pa slišati je bilo tudi že neke neuradne pritožbe v zvezi z pripori, ki jih predlagajo vaši preiskovalci, pa se potem ti pripori ne odredijo. Moje konkretno vprašanje je pa pravzaprav to, ali so preiskave najhujših oblik gospodarskega kriminala v Sloveniji po kvaliteti slabše, po vaši oceni, tudi zaradi načina, kako policija in tožilstvo sodelujeta. Ali prihaja zaradi tega do napak v preiskavah, ali kaj pobegne zaradi tega? Ja, zdaj tle generalni odgovor vam ga ne morem podati, zato ker vsak primer je specifična zgodba zase. Kar se pa tiče, lahko generalno rečem, da tam, kjer je uspešno sodelovanje, že na samem začetku med tožilstvom in policijo in kjer je kvalitetna kazenska ovadba, tam bodo rezultati zagotovo boljši. Kar se pa tiče pripora,
policija ne odloča o priporu, policija odloča o pridržanju. O pridržanju odloča policija in potem je stvar državnega tožilca, ali bo predlagal pripor preiskovalnemu sodniku ali ne, ali se bo odločil za privedbo osumljenca k preiskovalnemu sodniku. Tle je dominus litis, se pravi gospodar tega dela je državni tožilec. Hvala, žurnal. Gospod Furlan, če gremo pa konkretno, kakšno je sodelovanje tožilcev pa preiskovalcev vaših primerov preiskav v Merkurju? So bili tožilci dovolj zgodni pa dovolj močno vključeni v zgodno fazo? V zadevi Merkur, v tej zadevi smo podali prvo pobudo za začasno zavarovanje premoženja že 6.12.2010, drugo smo podali 8.12., pa še 200 podani, v nekaterih je sodišče že odločilo, v nekaterih še bo. V tej zadevi, ki je sicer kjer ovadbe še nismo podali, je sodelovanje trajalo več časa, lahko pa povem, da smo recimo tudi v tej zadevi, da je bila to ta zadeva, kjer smo predlagali ustanovitev specializirane preiskovalne skupine, pa s predlogom nismo uspeli. Tako da smo zdaj v fazi, ko bomo podali kazenske ovadbe. Gre za obsežno zadevo, tako da bo podanih tle, predvidevam, najmanj 2 sklopa kazenskih ovadb in prvi sklop lahko pričakujemo že približno v roku meseca, 2, odvisno od same pregleda dokumentacije. Morate vedeti, da gre za ogromno dokumentacijo imamo. Če vam povem samo pri enem osumljencu za pregledati, zdaj so mi povedali 200.000 mailov. In to je v bistvu zbiranje dokazov pri tej gospodarski kriminaliteti je pikolovsko delo. Lahko je za nekoga en mail popolnoma nepomemben, ena pogodba nepomembna, za sam postopek pa zna biti lahko še potem bistvena. Tako da je treba preko vsega tega. Ta specializirana skupina je bila predlagana pred... V juliju mesecu. Hvala. Še kakšno vprašanje? A lahko kljub vsemu kakšne informacije v zvezi z nedavnimi dogodki v Celju sodnikov? Lahko vam povem to, da ta primer preiskuje kriminalistična služba in ne nacionalni preiskovalni urad. Nacionalni preiskovalni urad bi lahko, sicer po zakonu ima pristojnosti, da bi prevzel ta primer, vendar smo se glede na specifiko primera in glede na pristop k preiskovanju tega kaznivega dejanja videli, da bo lahko uspešnejši način, če bodo izvedli kriminalisti, ki so tudi to izvedli. Za mene ni pomembno, kdo izvede. Za mene je važno, da je primer uspešno zaključen, kar se je vsaj do te faze tukaj tudi zgodilo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Mogoče ste že načeli to temo. Na začetku ob ustanavljanju tega urada je bilo veliko kritike z političnih vrst, da bo tak nacionalni urad nekako tujil policiste in bo naredil neko večjo kasto in da zaradi tega bodo operativne informacije težje prišle do tistih, ki preiskujejo. A ste to mogoče zasledili? Zdaj po enem letu imate že nekaj izkušenj. Tako bom rekel, ustanavljanje nacionalnega preiskovalnega urada, sicer jaz prihajam od zunaj in mogoče imam malo drugačne poglede, kot ga ima nekdo, ki je v kriminalistični policiji 20 let. Vendar mislim, da je to največja reorganizacija kriminalistične službe v Sloveniji. In ne bom rekel, da do določenih problemov ne prihaja in ne bo prihajalo, vendar je to čisto življenjsko in naravno in se dogaja tudi v vseh državah, ki poznajo, ki imajo take specializirane kriminalistične enote. Vendar do večjih problemov zaenkrat ne prihaja. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če jih res ni, hvala lepa, gospodu Furlanu in vam.